Gajgo in Donna Summer pravita, da bo hot stuff in hot stuff bo tudi v nedeljo. Zakaj? Miran Gracer, povej, dobro jutro. Dobro jutro. Ki se boma družila? Planinci Planinskega društva Galicija pripravljamo tretjo Kunigundanje. Tako da, evo, star recept, dobra družba, glasba, ohlajena pijača, Malo degustacije. Tudi čaj, zjutraj kavica, degustacija podobno kot do sedaj. Ja, hrana, lepo izžara, golaž bo. No, zdaj tako, ta prvič nam je skoraj zmanjkalo fujtra, ker sem jaz prišla, ker sem vse pojedla. No, skoraj ga je. No, mislim, ga je, pa smo pa malo ne mogli. Kombinirali. Lani je bilo že malo boljš, letos ste se kaj bolj pripravili za nas lačne, ko pridemo gor besedno na južno. Ja, vabljeni seveda pojest, spit. Ja, tudi lani je že bilo vsega dovolj, tako da smo se že lani dobro pripravili, letos pa spet podobne količine, nekje toliko isto obiskovalcev pričakujemo. Tako da smo pripravljeni, malo bomo zdaj razporedili šanke drugače in to, ampak vsak let pač se učiš, ne? Seveda, ampak Miran, Kunigundanje, to je zraslo na čigavem zelniku? Ja, v bistvu je Matjaž Kapitler mene povabil v društvo in mi je razložil prvo, da to ja nič ni, da samo enkrat na let si dežurn. Pa jaz pač človek, tako sem, pa sem rekel, zdaj dežurn, pa da jaz tam gor čakam sam na klopci, če pride kdo ali ne, to tak ne gre, ne. Pa sem pač par kolegov povabil, pa jih je bilo prvo leto nekaj okoli 1502, lani pa okoli 4000, ne. Letos? Ne, se obeta rekord? Smo malo umirili tele, bom rekel, reklamiranje, pa tako, ampak koliko se govori po Celju pa okolici, da bo kar, ja. Pa srečo imaš, da vsako leto ti tudi vreme prizanese in tudi za ta vikend, oziroma za to nedeljo kaže vreme zelo lepo, čeprav zelo, če pogledamo ven, ne? Danes ne bo joka zaradi enih drugih stvari, dreč pa do nedelja pa se moramo naštelati, pa gremo gasa. Ja, in zdaj samo Kunigundanje, se pravi, traja kar 12 ur. Nedelja 7.6., se pravi 7. junij, od 7 do 7. Tako. Od 7 do 7 za prve tiste pohodnike zjutraj, ki pridejo na kavico, čaj, potem pa do večera za kolesarje, pohodnike, ponavljam, oziroma prosim ljudi naj ne hodijo z avtom, ker enostavno gor ni prostora, je neki ob poti pa na sosednjem hribu, ampak se pravim, to je par 10 avtov. Dajmo biti trajnostno naravnani, ne? Dajmo avto pustiti če ne v Celju, vsaj nekje v dolini, pa gor je pol urce 40 minut in to je to. No, za mene recimo, ko nimam glih kondicije, ja, je nekje 40 minut, ampak je pa fajna pot, sploh zdajle Borovnice so že. Mislim, da do konca tedna bojo. No, tako da evo, lahko še, vidiš, mi je že začel kar kruliti, ne, samo omenila smo hrano. Ampak, Miran, letos na Kunigundanju tudi ena novost. Ja, želimo biti čim bolj športni in smo na pobudo kolega Dragota, ki je strasten ljubiteljski tekač, organizirali, oziroma Drago predvsem ima to čez, prvo trail tek Kunigundanje. Vabljeni si še prijavi, zelo veliko, nekaj, ne vem, 20-30 ljudi je že, tekačev je že prijavljenih. Še je prostora, štart je ob 9, seveda toliko prej je treba biti tam. Štart bo pa pri šoli ali pa pri cerkvi v Šmartnem v Rožni dolini. Ok, tam tudi lahko drugače pustite avto. Tam se pusti avto, glede teka je tam vsa prijava, vse to, uradno merjenje bo, tako da bo to zelo profesionalno, imamo medalje, imamo pokale, nagrade, tako da res lušno bo. No, lušno ne bo samo tekati na Kunigundu, ampak lušno bo tudi na Kunigundi, ker poleg tega seveda, da se bo jedlo in pilo, se bo tudi plesalo. Kdo nam bo špilo, oziroma kaj nam boste, koliko cajta nam boste špilali? Ja, ker od nekje 9. ure zjutraj pa vse do konca, vse do 19. bi naj se bodo zvrstili ansambli. Letos z nami spet kvartet Pušelc, pa na novo osvajalci, ansambl Maksa Zimška, guštni muzikanti, gajstni muzikanti, ansambl Gašperja Mirnika. Ker smo pa slišali kako pripombo, da je samo harmonika, smo pa že lani povabili, kaj so želi, kvartet Duh. No, letos bojo pa z nami mladi fantje iz Galicije in okolice, Sun Park. Je pa tak rock and roll, zelo prijetni fantje, tako da evo, za vsak okus smo razširili.
No, evo. In da ne boste rekli, da smo sam požrešni, ne? Ima Kunigundanje vsako leto tudi dobrodelno noto. Recimo lani smo zbirali za nove sanitarije. Tako, lansko leto, moram reči, res ljudje so opazili to pomanjkljivost na naši gori, na naši Kunigundi in smo z upravnim odborom rekli, dajmo investirati s pomočjo seveda donatorjev in vseh obiskovalcev in tako smo že otvorili pred nekaj tedni ali pa meseci nove sanitarije, ki bodo v uporabo že tudi zdaj na Kunigundanju. Pa tuš je tudi, sam povem. Tuš, zelo lepo, vse v lastni režiji, res en kup prostovoljcev je tu pomagalo in res kapo dol našim članom in vsem donatorjem. Kaj pa letos? Zakaj bomo pa letos zbirali? Ja, vedno več je kolesarskega turizma tudi po teh naših hribih in tu pri nas na Kunigundi manjka eno servisno stojalo, da si lahko kaj pošraufaš, pa če si seveda na električna polnilnica. Tako da, evo, to dvoje. Ja, super. Torej, vidimo se v nedeljo 7. junija na Kunigundi, na Kunigundanju številka 3 in sicer od 7. ure zjutraj pa do 7. ure zvečer. Miran, hvala lepa, ker si prišel, pa jaz verjamem, da do konca tedna bo še izdal kakšno skrivnost. Bom. Ajde, važi.